Veseli smo, da pravzaprav se vklaplja v naš koncept galerije Vžigalica, ki funkcionira prav na tem principu, da pravzaprav nevladnim organizacijam omogoča njihove aktivnosti. Tukaj je zdaj pisarna kulturne stične točke, nacionalne informacijske pisarne za evropski program Kultura. Poleg naših programov smo imeli v gosteh tudi sodelavce iz drugih nacionalnih pisarn, tako da smo predstavili še kar nekaj drugih programov Evropske unije. Danes biti nekdo, ki se ukvarja z umetnostjo in kulturo, recimo umetnik, ne samo umetnik, ampak še organizator, menedžer, nekdo, ki zbira finančna sredstva. Skratka, zato, da lahko preživi v tem polju, potrebuje veliko znanj in veščin. Jaz sem bil povabljen za postavitev razstave, se pravi koncept postavitve. Izbrana so bila že neka umetniška dela, pa eni projekti, ki ne bili predstavljeni. Tukaj, naprimer, je projekt Servisova zbirka. Gre za projekt spletnega portala Servis, ki poleg tega, da redno informira o razpisih, štipendijah, natečajih, hkrati zbira tudi dela, ki se takšnih tem tičejo in jih na nek način umetniško interpretirajo in komentirajo. Na razstavi so tri videi, ki so bili narejeni prav za to postavitev. Narejeni so črke na novo. Jaz sem nekako hotel narediti kontrapol tej situaciji, pač te servisne dejavnosti se ukvarjajo predvsem z informacijo, se pravi z nekim nematerialnega v bistvu, da se nekaj drugim zbalansirati to z nekim metalworks. Tukaj je v bistvu primer prijave na Ministrstvo za visoko šolstvo, sicer za elektronske vsebine. Gre za prikaz tega, kaj pomeni, da se odzoveš na nek razpis oziroma da kandidiraš za evropska sredstva. Del razstavnega koncepta je tudi začasna pisarna, za servisnim programom. Kolegice in kolegi tukaj izvajajo svoje redne dnevne aktivnosti. Sicer je pa to v bistvu tudi nek poskus, da galerija postane poleg tega dela namenjenega javnim dogodkom, tega, ki je še tukaj pred nami, to je razstava, tudi enemu živemu dogajanju, neki začasni pisarni v galerijskem